Lepo pozdravljeni. Danes smo tukaj na pogovoru pri damah z Rastom Božičem, avtorjem knjige Osamosvojitelj. Jaz sem Peter Dobaj, odgovorni urednik Kulturnega centra Maribor, knjižne založbe, in to je danes pogovor pri damah, kjer se pogovarjamo o tej knjigi. Rasto Božič je novinar. Rasto Božič je tudi navdušenec za glasbo od mladih let, je tudi bil DJ, je bil organizator koncertov, je bil radijec, je bil urednik, danes tukaj pa kot pisatelj oziroma kronist. Sem kaj pozabil? Mogoče še, glede na to, da sem študiral arheologijo, ljubiteljski arheolog. In zgodovinar. No ja, poljudni. Poljudni zgodovinar. Ko si mi pošiljal rokopis, oziroma po e-mailu digitalni rokopis, sem te vprašal, če je to avtobiografski roman in si me prepričeval, da to ni, tudi v uvodu si napisal, da ni avtobiografski roman. Ja, v uvodu sem zapisal, da je kronično biografski roman. Zdaj to kronično, ne pomeni, da je to kakšna bolezen, ampak da je v bistvu kronika, Biografski je pa zato, ker pač izhajam iz svoje zgodbe, iz svojega življenja, ne da bi bilo to zdaj nekaj, ne vem kako zanimivo ali pa nenavadno ali posebno, ampak na nekaj sem mogel pač to zgodbo upreti, s katero sem hotel predstaviti določeno obdobje, določen čas, duha, konec koncev šli smo iz ene države v drugo državo, kako smo takrat živeli, kako zdaj. In najbolj enostavno se mi zdelo to, da nekako pač, če že govorim v prvi osebi, da zadevo zastavim kot nekakšen avtobiografski roman. Nisem pa imel namen napisati avtobiografskega romana, ker je zadeva potem dokaj se razširila in razrasla. Prvotno sem pa pravzaprav sploh začel to zadevo pisati, ker sem hotel nekakšno podatke pravzaprav zapisati, ki sem jih vedel o mojih prednikih, se pravi o mami, očetu, o njihovih starših, še starih očetih, starih materah. Ker dejansko sem pa izhajal iz tega, da sem ugotovil, da praktično o tem ne vem nič. In potem sem vse tiste drobce, ki sem jih slišal od staršev, od sorodnikov, nekako zbral skupaj in sem jih zapisal, se rekel, mogoče bodo pa tole, če ne drugo, za moje otroke, da bodo vedeli pa vsaj nekaj o tej svoji družini, v kateri sem jaz tako težko prišel do kakšnih podatkov. Ker včasih ni bilo navada, saj da bi se recimo moji starši z mano pogovarjali, kako je bilo včasih, kako so oni živeli. Seveda so se pogovarjali v tem pokroviteljskem tonu socialistične države, bodite zadovoljni, mi smo preživeli vojno, vi ne veste, kaj je vojna in danes vse, kar je, morate biti zadovoljni, ker je boljše kot vojna. Ta preprosta logika je pri njih prevladovala, ampak mene je pa zanimalo ravno tisto njihovo življenje, od kje so prišli, kje je star oče prišel, kaj je bilo z njim, zakaj je bil zaprt recimo na drugem koncu sveta, po prvi svetovni vojni, na Kamčatki in tako naprej. In potem se je ta zadeva razpredala in potem sem prišel na spomine. Sem pa začel to pisati v enem takem zame zelo prelomnem obdobju, namreč izgubil sem službo čez noč. Bil sem odgovorni urednik novomeške radijske postaje, Studio D takrat, in to radijsko postajo praktično se čez noč tako rekoč je prišlo do prodaje. Lastniki so se odločili, da to prodajo, jaz sem bil odgovorni urednik in dan po preteku mojega mandata sem bil na poti in so me takoj odstranili. In potem sem se znašel sam doma, nisem vedel, kaj bi počel, tam sem se dva dneva sem se smilil sam sebi. Nekaj sem rekel, zdaj imam pa čas, pa bom napisal nekaj, ker sem rekel, bom vse življenje pač, ker odberem, bom pa probal napisati, če sem jaz sposoben eno knjigo napisati. In potem je nastala prva, pa druga, pa tretja in tako naprej. In v bistvu je to prva zadeva, ki sem jo najprej začel pisati, je ravno ta Osamosvojitelj, ki sem najprej mu dal nekakšen drug naslov, pa sem napisal tretjino, pa sem šel potem drugo knjigo pisati, pa sem napisal potem po tej knjigi spet nekaj. In na koncu je nastalo vse skupaj 500-600 strani, to je ogromno. In potem mi bo seveda treba to zreducirati, premisliti, kaj pa kako oblikovati. No in na kar je nastal ta kronično osamosvojiteljski roman.
Zanimivo. Ja. To je tvoja tretja knjiga, Ja. druga knjiga pri naši založbi. Ja. Prvo knjigo si izdal, to je bilo leta 2016. Mislim, da je že skoraj 10 let. Ja, prva. To je bilo pri novomeški založbi. Sicer to je bilo mesto Situl. To je, kako bi rekli, arheološko-zgodovinski roman. Vsaj tako so ga označili v strokovni literaturi. Gre pa za zgodbe, s katerimi sem skušal na poljud način predstaviti to znamenito novomeško arheologijo. Več tisočletij prazgodovine Novega mesta, vse skozi rimsko obdobje do prihoda Slovanov, tako rekoč, skozi, ne vem, koliko je zdaj te zgodb, ali jih je 15 ali jih je 20. Ampak izhajal sem iz določenih konkretnih arheoloških najdb, recimo, ki so lahko v vitrini, in pač obiskovalec se postavi pred to vitrino, tam nekatere predmete, ki mu praktično ne povejo nič, ampak jaz sem te predmete postavil tem tedanjim ljudem izmišljenim seveda v roke, kako so jih naredili, kako so jih uporabljali, kako so živeli in nekako je nastala taka kronična pripoved o novomeški arheologiji. Druga knjiga, Schindlerjev vojak, zgodba Staneta Ponikvarja. Ja, Ponikvarja. Zmerne na Dolenjskem. To si pa zapisal pred kakšnima 2 letoma? V bistvu 3 leta, mislim, da je tega išla je predlani konec leta. No, tako si za prvo knjigo rekel, tudi ta knjiga se mi zdi tudi izredno poljudna, ne? Neka zgodovinska dejstva, neko pomembno življenjsko zgodbo si uspel predstaviti na tak zelo poljuden način. Ja, zdaj, če se vrnemo k naslovu Schindlerjev vojak, zakaj Schindlerjev vojak? Ne? Vsi poznamo knjigo Schindlerjev seznam, vemo, zakaj je tam šlo, poznamo film. Zdaj ne bom ponavljal tega, kaj je bistvo to pač, ne? Ker to je že konec koncev del svetovne zgodovine, ne? Ali pa druge svetovne vojne. Ta Schindlerjev vojak, Stane Ponikvar, je bil kot Slovenec mobiliziran v nemško vojsko in po raznih peripetijah je pristal v tej tovarni Schindlerjevi kot del pomožnih vojaških sil, ki je skrbela za varovanje te tovarne. Ampak nekako si je uspel pridobiti zaupanje te vodstva te tovarne s tem, da je za to Schindlerjevo tovarno na Poljskem opravljal tudi nekatere zelo kočljive ali pa tajne naloge, ne, in dokler je bil tam, mislim, da je bil pol drugo leto, je bil v teh enotah, je spoznal ustroj delovanje tega in v marsičem njegova zgodba potrjuje Schindlerjevo zgodbo, ki se pač skozi ta črno-beli presek druge svetovne vojne, kot smo ga vajeni, zdi dokaj nenavadna, skoraj neresnična. Ne. Ampak dejansko je bilo tako. Ne. In ta Stane Ponikvar je potem, oziroma Stanislav, je v bistvu celo končal tako, da je na koncu, ko je že nemški rajh, ne, Hitler, ki je že vse propadalo, da se je umikal proti zahodu, pristal je v raznih taboriščih za vojne ujetnike in tako naprej in po vojni se je vrnil v Slovenijo. Ampak ne takoj po vojni, leto dni po vojni. Tudi tukaj v Sloveniji njegovo življenje ni bilo tako, kot bi moralo biti, bil je stigmatiziran, označen in se tega sramoval. In te zgodbe... Ker je bil mobiliziran, ker je bil v nemški vojski. Nihče pa sicer je skušal to nekaterim dopovedati, pa mu tega nihče ni verjel, tudi domači ne. In jaz sem bil prvi človek, ki mi je to v bistvu, ki je bil star že preko 80 let, 2 leti pred smrtjo zaupal. Ne? In se je strinjal s tem, da to objavimo in to smo potem objavili. Jaz sem pač, on mi so zgodbo povedal, jaz sem jo skušal v najbolj verni obliki prenesti na papir, s tem, da sem določene zadeve nekako rekonstruiral, mogoče malo postvaril, pojasnil, popilil in nastala je ta njegova zgodba, ne, ki jo zdaj vi pripravljate tudi za nemško tržišče. Ne. Tako je, prevod v nemščino je pripravljen, knjiga je na poti k realizaciji. Ampak vrnimo se nazaj k osamosvojitelju. Ko sem bral to knjigo, ne, začneš nekako
kronološko s svojim otroštvom, z mladimi leti v Novem mestu, neko mestno življenje, ki pa se mi zdi je bilo tako človeško, tako vsakodnevno opisano, da se mi je v bistvu moje lastno otroštvo v mariborskem predmestju odvilo kot na dlani. Pa recimo, čeprav smo iz različnih generacij. In mest. In mest, in pokrajin, konca Slovenije. Ja, pač mogoče se tukaj odraža ljubezen, pač, ki jo čutim do Novega mesta, ne, ker Novomeščani, saj mogoče moja generacija smo nekako kronični lokalpatrioti, ne, spet, ne. In ne vem, ne, Milček Komel, ki je napisal tako imenovano Novomeško knjigo, to je knjiga o Novem mestu za Slovensko matico, ugotavlja, da nekako se novomeške avtorje zaznamuje nekakšna melanholična nota in pa ljubezen do svojega mesta. Ne. Mogoče je ravno to, zakaj se marsikateremu bralcu te moje knjige zdi ta opis mesta tako topel, tako življenjski. Po drugi strani sem pa hotel s tem nekako pokazati življenje, kakšno je bilo takrat v Novem mestu, ker Novo mesto je danes mesto duhov. Po denacionalizaciji so hiše, v katerih so živele mlade družine, bili so lokali, trgovine, gostilne, bifeji, vse to je zamrlo, danes je to prazno v rokah lastnikov, ki nimajo denarja, da bi to prenovili, ki ne vejo, kaj bi s tem storili, in dejansko mesto je mesto duhov. Tako kot je podobno usoda marsikaterega slovenskega mesta. Ne. In če pogledamo ta kontrast, je grozljiv. Ne. Iz nekega toplega okolja, kjer so po cesti bile mase otrok, ki so se igrale, upile, prelivale, poletja preživele na Krki, ob kopanju, potapljanju in drugih stvareh, ne. Danes je to vse mrtvo, zaraslo, zaprašeno, propada sicer. Novomeški glavni trg obnavljajo, ampak bo še vedno pust, čeprav bo obnovljen. Ker ne bo ljudi. Ja. Upajmo, da bodo. Potem, če nadaljujemo nekako po knjigi, pridemo v najstniška leta, v bistvu zelo me je pisanje asociiralo na neke dogodivščine iz Alan Fordov, iz stripov, ki so bili po celi Jugoslaviji razširjeni. Ja, mogoče črni humor. Ja. Ta neka dogajanje, to neko prigode. Si vlekel kaj inspiracije iz Alan Forda? Ne, jaz sem sicer Alan Forda bral, od prve številke, ki je šla, sem vedno ga bral, ne. Sem bil prvo številko v roke, kaj pa je to, ne, ampak tako, ko sem pa strani prebral, sem videl, to je to. Ne. Čeprav jaz sem bolj bral rad Asterixa, ne, takrat je Asterix izhajal v Jugoslaviji, ne, v srbskem prevodu, presenetljivo dobrem prevodu, moram poudariti. No, in nisem toliko na to gledal, mogoče je pa name vplivala bolj slovenska ali pa svetovna satirična literatura, katero sem tudi v knjigi nekako navedel, pa mogoče bralci, ki to poznajo, bodo v teh navedbah mogoče določene citate ali primere našli, recimo iz Rada Murnika, Ilfa Petrova ali recimo iz Klošmerla, ne, Honore, ne, in tako naprej, ali Zelene kobile, recimo, ne, ali mogoče vojaško življenje, moram reči, da je name močno vplival Švejk, pa življenje vojaka Čonkina, ne, in tako naprej, ne. Gre za to satirično literaturo, ki sem jo kar nekaj prebral in ki imam zelo rad, no, in pa morda je name močno vplivala, bolj ali manj. Je pa tudi še tukaj, recimo Douglas Adams se pojavlja, tudi sodobnejši pisci, znanstvene fantastike in tako naprej, ne, ki so nekako vplivali name. Skušal sem pač nekako pokazati, pa se na nek način tudi zahvaliti tem ljudem, ki so se me dotaknili ali skozi svoje pisanje, ali osebno, ali kakorkoli drugače. Bi mogoče prebral en odlomek? Ja, zdaj težko, ti si predlagal, ne? Jaz sem predlagal, da imamo malo konteksta, ne? Najprej, da povemo, zakaj gre. Jaz tukaj opisujem, namreč to je bila Jugoslavija 70-ih let, ne?
Jaz sem bil med nadobudneži, ki so vedeli, kaj je to hi-fi, ki so vedeli, kaj so to za plošče iz zahoda, kakšna je razlika med zahodno rock, pop in jazz glasbo ali med to, ki so nam jo ponujali kot domačo, ne. Nekako sem pač imel srečo, da sem poznal ljudi starejše, prijatelje, vrstnike, ki so me pač podučili temu, kako bi rekel, ne, pravovernemu poslušanju glasbe. In tukaj zraven je sodila tudi oprema, ne, prava, ne, to se pravi zahodna, ameriška, angleška, japonska, ne, ker na našem trgu razen nekega zelo omejene ponudbe, pa zelo slabe ponudbe, pa tudi po drugi strani dosti dražje ponudbe, kot je bila zahodna, ne, je bilo zelo malo, ne. Tako da vse, kar je bilo treba takrat, vključno z kakovostnimi ploščami gramofonskimi, ne, ki so danes spet tako v modi, ne, je bilo treba prinesti z zahoda, ali se je to naročilo po pošti, ali smo šli v Trst, ali smo šli v Celovec, Gradec, Avstrijo, München, ne, po vsej Evropi smo štopali in hodili na koncerte in te plošče nosili in bili smo tako rekoč nekakšni dolgolasi tihotapci plošč, ne. S tem, da smo pa s tem svojim tihotapljenjem prinesli pa tudi nazaj s seboj marsikakšen duh zahoda in zato jaz pravim, da smo tudi mi slovenski osamosvojitelji, ne, ker konec koncev smo se kulturno osamosvajali, ko so današnji osamosvojitelji recimo še po Bihaću ali kje drugje plesali partijsko kolo, ne. Na to se nekako pozabljamo, ampak zdaj zgodba govori o tem, kako sem iz Anglije vozil ojačevalec JVC in sicer sem ga naročil po pošti, vendar so mi ga iz Anglije že poslali na Brnik, ampak v Brniku so bili toliko pametni, da so mi ga poslali v Beograd. Jaz sem bil po Novem mestu, ne, in bil sem star 17 let, ne, seveda brez izpita, brez avta in avtobus je bil takrat, ne, in sem se mogel zapeljati v Beograd. Imel sem nekaj denarja za carino, nisem vedel, bo dovolj, ne bo dovolj, ves prestrašen in ker sem prišel prvič v Beograd, nisem se vedel, kam obrniti in nakar sem pristal na letališču in tam sem stal v neki vrsti, ne, in potem so me poklicali, ne, pač v tisti vrsti me je poklical ta carinik, ne, da bom pa bral, ne. Božič Ratko, ne, jaz sem uradno Rastko, to se pravi, gre spet za eno nerazumevanje mojega imena, kar tudi v tej knjigi poudarjam. Zgolj pokimal sem in že s tem vzbudil sum, ki se je še ukrepil, ko je iz mojega govora razbral, da sem Slovenac. Pa kako ti tega niso poslali v Slovenijo, se je čudil ob tem, ko sem mu skušal ves prestrašen pojasniti, da tega ne vem. Medtem mu je razoglavi pomočnik podal kartonsko škatlo z velikim napisom JVC, po katerem sem takoj prepoznal svojo pošiljko. Odprl je in izvlekel srebrnega lepotca. Ja, kaj pa je to? Ojačevalec. Kakšen? JVC. To vidim, ne zafrkavaj. Za predvajanje glasbe. Da ni za električno kitaro. Ni, seveda, on je govoril srbsko, jaz pa srbo-hrvaško. Si prepričam? Pravim vam, da ni. V redu. Koliko je to stalo? Pa saj piše v dokumentih. Že, samo to je v angleških funtih. Koliko je to v nemških markah ali naših dinarjih? Navedel sem približen znesek v domači valuti, upoštevajoč najslabši možni tečaj. Si prepričan? Približno drži. Kako da je tako poceni, saj je še moja televizija in niš dražja? Ja, zato, ker so v tujini te stvari cenejše in boljše. Ne zafrkave me. Strogo me je premeril, se popraskal in znova poravnal uradno kapo. Si študent? Ne, dijak. Kako si prišel v Beograd? Z avtobusom. Sam pokimal sem. Dobro. Ljubiša, piši, se je obrnil k pomočniku s papirji in navedel vsoto, ki je bila ob mojem pričakovanju najslabšega, povsem znosna in ni imela s pravocene aparature nobene zveze. Dovolj? Dovolj, odlično. Ves čas v knjigi dejansko kot kronist navajaš neke lokalne dogodke, predvsem pa lokalne osebe, imena, vse tvoje v bistvu kontakte, prijatelje, znance, družino, vse po vrsti. Mislim, že tudi v spremni besedi je tale
je Ivica Križ, etnologinja in muzejska svetovalka, zapisala že samo to, koliko je to vredno za neko lokalno zgodovino. Ne? Ja, to zdaj lahko gledamo na dva načina. Eden je pač, da sem hotel vse te ljudi nekako zapisati, ne? Ker mogoče se ne bodo kjer druge pojavili in čez določeno obdobje bo to zanimiv podatek o Novem mestu. Po drugi strani so to ljudje, s katerimi smo skupaj živeli, skupaj marsikaj ušpičili, ustvarili, nekaj za sabo pustili. Po drugi strani pa lahko to razume tudi kot prefinjen marketinški prijem, ker vsak bo hotel to knjigo kupiti. Zdaj moje vodilo ni bilo to marketinško, ne? Ker če bi jih navedel, bi jih lahko še več, poudarjam pa, da sem v knjigi navedel samo pozitivne osebe iz mojega življenja, negativcev nisem hotel poveličevati. Ne? In ravno tako sem v zadnjem poglavju v bistvu zahvali se navedel vse te Novomeščane, pa ne samo Novomeščane, kolege, prijatelje iz raznih delov Slovenije, in pa navedel sem tudi moje, recimo, glasbene vzornike ali heroje, kakorkoli. Ne? In sem to poimenoval kot nekakšen novomeški blues, ki se ga odpoje ob spremljavi Muddyja Watersa, recimo lahko. Ne? Tako, I'm a Manish boy. Mogoče največja zanimivost, ki je meni bila tukaj najbolj izstopala, recimo začetek Rokotočca. Ti si bil zraven, ti si bil eden od... Jaz nisem bil eden od vodilnih od začetka, ampak bil sem zraven. Vse sem spremljal, poznal sem vse glavne akterje. Tukaj bi rad nekaj podaril. Namreč tukaj Rokotočec se je začel kot nekakšen skupen novomeški fenomen ali pa projekt. Več generacij skupaj, mladih, ne, se nas je takrat zbralo, da to naredimo, pač glasbenih navdušencev ali pa zanesenjakov, ne, ki smo pač hoteli to narediti po vzoru recimo festivalov, kot so bili Cambridge, recimo v Angliji, ne, kamor smo tudi potem nekateri odšli in večkrat. Ne. Ste že prej, ker je od vas bili tam? Ja, bili so moji starejši znanci, so bili, jaz sem bil prvič leta 78. Ampak med organizatorji? Ja, so bili. Ne. No in je prišla ta ideja in smo pač skupaj stopili in smo to speljali. Tako prvi Rokotočec leta 1976, potem leto zatem, no to so zaradi slabih izkušenj, pa še določeno problemi bil z varovanjem in tako naprej, smo naredili festival v Dolenjskih Toplicah leta 1977 in potem smo sklenili, da se tega nikoli več v življenju ne gremo. Ne? Ampak leta 1983 je spet prišla ta nekako pobuda in takrat smo se odločili za dvodnevni festival oziroma za trodnevni najprej, vendar je zaradi naših notranjih sporov zadeva izpadla tako, da smo ostali 2-3 še organizatorji, ki smo vse skupaj sicer po predhodno že utečenem programu, ki ga je napravil recimo moj predhodnik, ne, speljali ta festival in ta je postal nekako merilo takrat v jugoslovanskih merilih, ki je bil izredno odmeven festival. Podobne zadeve takrat v Jugoslaviji še ni bilo, ne, in tudi takrat je bil odmev v tisku v jugoslovanskem, hrvaškem, slovenskem, srbskem, sarajevskem posod, ne, je bil izjemen. Ne. In dejansko smo se takrat počutili, da smo res nekaj naredili, ampak spet zadevo smo končali takrat s pozitivno ničlo. Ne. Vse je bilo dobrovoljno, dobrodelno, nihče od nas ni zaslužil ničesar, ampak to je bilo več kot pol leta težkega dela, ne, zahtevnega. Ne. Ampak smo to izpeljali. No in potem so se v Novem mestu pač nekateri skušali to obuditi in so uspešno, vendar kar mene moti je to, da se danes v Novem mestu misli, da pred tem obuditvijo tega Rokotočca, da praktično ni bilo ničesar. Recimo v Novem mestu so ob 650-letnici izdali zbornik, v katerem nek Pametnjakovič piše, da je šlo za prva 2 poskusna Rokotočca, pa da je Franci Kek, ki nadaljeval z Rokotocem, oče Rokotočca. To me jezi. In to sem hotel pač iz svojega vidika pokazati in dejansko povedati, kako je bilo. Zdaj, to ni zgodovinski zapis, to ni egzaktni zapis, to so spomini. In mogoče tudi komu ne bodo všeč, ampak jaz se recimo spomnim, kdo se je spomnil ime
ne, kdo je naredil plakat, recimo bil to Dušan Pezel, Dule, ne, med prijatelji, kako smo praktično začeli na zeleni travi, ne. Ni bilo elektrike, treba je bilo kable ročno potem, takrat ni bilo opreme kot je danes za festivale, ne, in dejansko je bilo zelo pionirsko delo in zanesenjaško, ne. Ampak smo uspeli in smo nekako naredili. Škoda je, da Rokotoca zdaj spet ni več, ne. Čeprav je predstavljal, pa je bil potem v tej zadnji izvedbi precej drugačen, kot smo se ga mi zamislili, ne. Brez župnikov na otvoritvi in brez nedeljske vaše in podobno, ne. Si pa predtem se že dolgo časa tudi že ukvarjal z glasbo, bil si v lokalnih klubih, bil si DJ, organiziral si zadeve. V bistvu, če se ne motim, sem bil prvi novomeški poklicni DJ določeno obdobje, ne. To so bila sredi 80-ih let. To pomeni, da so te plačali? To pomeni, da so me slabo plačali, ampak to je stalnica mojega življenja, tako da ni nič presenetljivo. Določeno obdobje, no, pač prijatelj je odprl, oziroma klub, ni ga odprl, kupil ga je, pa ga je preuredil in je povabil zraven in sem pač to, ker je pač vedel, da se s glasbo ukvarjam, čeprav ne toliko s tovrstno disko glasbo, sploh ne, ker mi je bila tudi tuja, ampak sili hodič muhe žre, ne. Pa sem začel tudi s tem, ne, pa in sem se na določen način preživljal, ker je bilo tudi določeno obdobje, ker nisem imel dohodkov, sem študiral in mi je to prišlo nekako prav. Je pa ta zadeva pripeljala tako daleč potem, da me je to pripeljalo v radijske vode, v Novem mestu se je prvi regionalni radio so takrat ustanovili, ne, Studio D takratni, ne, in sem tam pač lepo nastavno prošnjo poslal in so me vzeli za glasbenega urednika, ne, in sem bil 16 let glasbeni urednik, ne, zadnje 4 leta pa pol pa hkrati tudi še odgovorni urednik, ne. Tako da to moje glasbeno zanesenjaštvo je postalo tudi moj poklic in pa del mojega življenja. S tem pa je arheologija, ki je bila v bistvu moja največja želja in ljubezen, nekako prišla v ozadje. In tvoj študij tam? In moj študij, 4-letnike sem naredil, diplomo sem pač pustil za, ko se vrnem iz vojske, ki sem mimogrede pol leta preživel v Ločaju tukaj, kjer smo zdaj v Mariborski vojašnici. Ja, Vojvode Mišiča. Arheologija pač šla nekako na sporedni tir, ampak se je pa vrnila s to mojo knjigo Mesto Sitl, ki sem jo prej omenil in še vedno sem v stiki s kolegi, še vedno mi je to nekako veliko veselje in pa tudi ljubezen ta novomeška arheologija, ne, in spremljam njen razvoj. No, vojska, omenil si vojsko, mogoče to je en kar precejšen razdelek knjige oziroma pomemben razdelek knjigi. Kot rečeno, bil si tu 500 metrov preko železnice v Mariboru in v bistvu ta ta odsek tvoje vojske, absurda, JLA-ja, čiščenja čistih vozil, se bere res kot neke kronike Švejka. Ja, namreč prvi 14 dni, ko sem bil v vojski, sem imel eno izkušnjo s pometanjem, ki me je strašno spomnila na Švejka in takoj sem mami pisal, naj mi vojsko takoj pošlje Švejkar. Švejka sem pa že prej ne vem koliko prebral in strašno rad ga berem in vsake, ko ga preberem, se veselim, kdaj ga bom spet prihodnič bral. In ko sem v vojski pač v večerih preberal te Švejkove poglavja, sem v marsikaterem poglavju iste absurde, kot so se v Avstro-Ogrski vojski dogajale v jugoslovanski vojski, opažal te vzporednice, enake zaplete, enako miselnost, enako neumnost, nadutost vojaško in tako naprej, ne. Je bilo pa seveda... In si našel tudi enake načine, da izkoriščaš luknje. Ja, tako, seveda, jaz sem najdel pač, tako kot pravi Švejk, ne, sem našel načine, kako to čim bolj izkoristiti sebi v korist, da bom pač to vojaško enoletno tlako, ne, ki sem jo mogel odslužiti tedanji socialistični domovini, ne, odslužil na čim bolj lagodni in zame neobremenjujoči način, ne. Seveda so bile pa tukaj določene
smešne zadeve, ne, kot to, da smo ustanovili pevski zbor, ne, in ko so pač to ugotovili naši nadrejeni, seveda so bili vsi navdušeni, ne, seveda bomo krepili bratstvo in enotnost, jedinstvo in bomo peli, ampak smo mogli hoditi pa v drugo vojašnico, na drugo stran Maribora, ki je imela oder, na katerem smo lahko vadili. Zdaj nekateri so vzeli resno in so res peli, ne. Nekateri smo pa to uporabili za to, da smo švigli v gostilno ali da smo nekaj spali za odrom, ne. Če je prišel kakšen oficir, smo skočili zdravo in odpirali usta, playback, ne, kot rečejo Hrvati, riblja pesma, ne, pesma, ne. In tako smo zelo lagodno to zadevo, ne, preživeli. Po drugi strani sem imel pa jaz tukaj v Mariboru strica in sem tudi tam recimo namesto enkrat tedensko, ne, da bi šel na tiste pevske vaje, sem šel po stricu, tam sem se skopal, teta mi je recimo postregla, ne. In v pravem času prišel nazaj še v vojašnico Vojvode Mišiča, ne, to je bila komanda, ne. In že samo, če bi opisoval, no sicer je v knjigi opisano, kakšne so bile te razmere, ne, moram reči, da verjetno je bila v letih avstro-ogrskih, ko je v njej služil moj stari stric, ne, se pravi mamin stric, ne, verjetno v boljšem stanju kot takrat, ko sem bil jaz v njej, ne. Ker take umazanije, svinarije, zanemarjenosti, pogojev, recimo, da ni bilo v spalnici celo v nekaterih oknih stekel, ne. To si danes marsikdo od sodobnih vojakov slovenskih v NATO standardih težko predstavlja, ne. Ampak smo preživeli, ne, in tudi marsikdaj smo se nasmejali, ne. Neki temeljni kamen tebe, na katerem si zgradil svoje življenje, v knjigi pa nekako preveva tvoja družina, tvoj oče, ki je umrl v prometni nesreči v tvojem otroštvu, in tvoj odnos do družine, do očeta. Ja, no, pač moj oče je umrl, ko sem bil še gimnazijec, ne, tako da, kar je vodilo do ne popolnega, ampak do kakšnega razsutja naše družine, ne, in v bistvu to, kar sem pogrešal, pogrešil z očetovim odhodom, se mi je vrnilo z osnovanjem ali pa ustvarjanjem lastne družine, ne, seveda ne sam, ne, skupaj z ženo in z otroci in vse živalmi, ki smo jih imeli in ki jih imamo in ki jih še bomo imeli, ne. Ja, to moram reči, da to se mi zdi, da nekaj največjega, kar sem dosegel v življenju, je to, da sem srečno poročen, da sem ponosen oče in da nameravam tako nadaljevati, ne. To mislim, da je pač največ, kar lahko narediš po eni strani, da še nekje drugje pusti svoj pečat, no. Ne bi tukaj zdaj pametnjačil, ne, ker lahko že kakšno melodramo zapademo, bomo bralstvo povečali, okrepili. Knjigo pa zaključiš v bistvu kar recimo ne kronološko hitro, ampak tako kot bralcu kar hitro po vojski. Se ti zdi, da tvoje osamosvajanje, tvoje lastno osamosvajanje, ki je nekako tema te knjige, se je takrat že zaključevalo? Ja, se v bistvu to osamosvajanje je na več ravneh, ne. To je tako moje osamosvajanje kot osebe, moje osamosvajanje od družine, moje osamosvajanje poklicno, moje odraščanje, hkrati pa tudi s tem na določen način aludiram na osamosvajanje države, ne, ker to je šlo le za prelomno obdobje, za prehod, ne, pri katerem je marsikdo od nas pričakoval vse kaj drugega, kot smo dobili, ne. In nekako sam sodim v generacijo, ki ni verjela komunistom, še manj pa cerkvi, ne. In nekako nekakšna sredinska generacija, ki je videla prihodnost v neki sodobni, odprti družbi, dosti bolj naprednejši, dosti bolj svobodomiselni, kot je bila takratna, tudi kulturno usmerjeni, ne. Pristali smo pa v neki pobožnjakarski čobodri, ne.
Tako da nisem najbolj navdušen nad tem, kar se danes okoli mene dogaja, ne? Zato to osamosvajanje, ne? Ker osamosvojitelji smo vsi, ki smo se osamosvajali v Sloveniji, ne samo določena tista smetana, tako samozvana, ne, tako imenovana, ampak vsak, v bistvu nas je bilo, koliko nas je bilo, ne, 93% ali celo več, ne, ki smo se za to odločili in mi smo že prej, pač vsak po svojih zmožnostih nekaj dodali v ta mozaik, ne. In danes osamosvojitev ni projekt nekaterih, vsi vemo katerih, samozvanih, ampak se pozablja, da je bilo to širše družbeno gibanje, ne, širši družbeni konsens, kot rad reče, recimo, kakšen Miro Cerar ali kaj podobnega, ne, s tako lepo tujko slovensko, ne. Zato ta samosvojitev. Zdaj sem se že malo oddaljil od tistega vprašanja, ne. Ne. Zdaj, zakaj sem zadevo tako lapidarno končal, ne? Zdaj, lahko bi se spomnil tukaj spet na enega humorista, ne, jugoslovanskega, Branislava Nušiča, ne, ki je pač rekel, da človek ima avtobiografijo samo do takrat, dokler se ne poroči, potem ni več avtobiografija, ampak ti jo drugi piše. S tem bi seveda pristal na stereotipe moški, ženska, proti katerim se življenje nastopam in sem proti njim, ne. Ampak vseeno je Nušič zabaven za branje, ne. No, po drugi strani pa tudi mislim, da se mi v glavnem, da najbolj pomembno obdobje je bilo do takrat, ne. Radio se je zame končal bom rekel, za eno zelo bolečo izkušnjo. In v knjigi sem napisal, da toliko slabih ljudi, kot sem jih spoznal v radijskih časih, nisem spoznal ne prej, ne nikoli kasneje, ne. In še vedno to danes, čeprav je tega že skoraj 15 srečnih let minilo, ne, od takrat, še vedno doživljam kot nekakšno krivico, ne. Zato mogoče to, ker kot sem že dejal, začel sem to pisati, ko sem ostal brez službe in mogoče je šlo tukaj za določen obračun tudi mene samega seboj. Zakaj tako, recimo, kaj zdaj, večkrat sem se recimo hecal, ne. Lenin je napisal, što delati, ne, s tem si je dal z nalogo, kako naprej, da bo razumel prihodnost, ne. Jaz sem šel pa v obratne smeri kot tehnik, sem skušal razumeti v bistvu skozi to pisanje, kaj se je zgodilo, ne. Mogoče ni najboljša primerjava, ampak mogoče zato ta konec. Po drugi strani se mi pa tudi ni zdel pomemben, ali pa mogoče še čas ni dozorov, da bi o njem razmišljal na način, kot sem recimo v preostalem delu knjige. No, ampak lahko se vrnemo, ko si prej govoril, ne, v bistvu ta tvoja zgodba, mislim, da se nekako vsak izmed nas, vsak Slovenec, ki je odraščal še v času Jugoslavije in je doživel ta prihod v Slovenijo, vidi kar velik del sebe v tej knjigi, ne? Ja, no, mogoče mi je to uspelo, ja, ne, ker sej konec koncev, ne, živeli smo v podobnem kulturno-političnem okolju, naši starši so se ubadali s podobnimi vsakodnevnimi zadevami, ne smemo se reči težavami, ne, ker niso bile samo težave, bilo je tudi marsikaj lepega pa veselega, ne, pa mogoče celo več kot težav. In več odzivov sem naletel, recimo celo nek neznan bralec, ne, se mi je javil na elektronski pošti, ne, ves navdušen, kako je sebe prepoznal v tem, ne, čeprav se nismo nikoli srečala in živi čisto v drugem delu Slovenije, ne. Mogoče je to tako globoko v meni pustilo ta pečat, ne, da je tukaj pač sem bil sposoben to spraviti na papir, ne. Ne vem, kako bi to še skušal poiskati, ne. Zdaj, najboljši način seveda je, da bralci to zvejo, da knjigo preberejo, ne, še boljše, če jo kupijo, ne. Mislim, to v knjižnici in to meni ni najbolj všeč, ne, ampak ja, to, ne, osamosvojitelj, Rasto Božič, Frontier, ne, Kulturni center Maribor, ne, še nekaj izvodov pred razprodajo, ne. V vseh knjigarnah? V vseh knjigarnah, boljših knjigarnah Slovenije, ne. Ne vem, kaj bi še dodal. Ne vem, meni se zdi, da je tu nek lepi zaključek. Mislim, da smo lepo speljali zgodbo od začetka do konca. Bi še kaj dodali? Mislim, da smo vse povedali.
Ja, mislim, dodali. Zdaj, sam, bom mogoče še to dodal. Skušal sem biti duhovit. Mislim, da ti je absolutno to uspelo. Ja, ne. Tako. Ok. Rasto, hvala, da so se lahko pogovarjala danes tukaj. In vsem bralcem uživajte v knjigi. Hvala lepa. Ja, mogoče bi še jaz se zahvalil tukaj založbi za dobro sodelovanje.